Dober dan. En prav lep kolesarski pozdrav. V tem čudovitem vremenu sem se odpravil na eno aerobno kolesarjenje, ampak o aerobni vadbi in o kadenci vam bom povedal nekaj več v naslednjem videu. Danes vam bom pa probal na kratko razložiti, kako lahko ugotovite, če ste pri kolesarjenju bolj osamljeni jezdec. Sicer imamo pa čudovito vreme, v drugi polovici oktobra je 19 stopinj Celzija, brez zamere tisti, ki morate že uporabljati Zwift in trenažerje, ampak jaz bom na Goriškem pač izkoristil vse, kar imam na razpolago. Torej, če razdelimo kolesarjenje v tem smislu, koliko je udeležencev, potem se praviloma kolesar vozi sam ali pa v družbi drugih kolesarjev. Pri tem je jasno, da nekateri rajši vozijo v skupini, drugi pa rajši sami. Jaz osebno moram reči, da poznam kar nekaj kolesarjev in tisti, ki radi kolesarijo sami, so v večini. Za eno od razlag bi si lahko izposodil dva pojma iz psihologije, in sicer je precej odvisno od tega, če je človek introvertiran ali ekstravertiran. Gre predvsem za to, da je človeški karakter lahko obrnjen bolj navzven proti drugim ljudem ali pa usmerjen bolj samega vase. Zdaj, noben človek ni prav strogo eno ali drugo, vsak ima značilnosti obeh karakterjev, prevladuje pa seveda eden od teh dveh. Človek, ki je obrnjen navzven, se pravi ekstrovertiran, ima zelo rad družbo drugih ljudi, je zelo družaben, komaj čaka, da pride med ljudi in dobesedno se s tem tudi hrani. Medtem ko vase zaprt človek, introvertiran, bi pa rekel tako, ravno tako je družaben, na prvi pogled ne moreš opaziti razlike, ampak introvertiran človek bo polnil svoje baterije takrat, kadar bo sam. Družba drugih ljudi ga bo izčrpavala, ko bo pa sam s sabo, takrat se bo pa zares spočil in umiril. Zdaj, nekateri izmed vas boste lahko že na podlagi tega presodili, a vas družba drugih ljudi hrani z energijo ali vas izčrpava, in si boste s tem potem tudi lahko odgovorili na vprašanje, ali radi kolesarite v grupi ali ste bolj osamljeni jezdec. Seveda pa moramo biti celoviti in pogledati na kolesarjenje tudi iz praktičnega vidika. Jaz vam bom predstavil nekaj prednosti in slabosti, vi pa potem presodite, na kateri strani se bolj vidite. Prednosti vožnje v skupini je kar precej. Ena od teh je ta, da je kolesarjenje lažje, ker nam skupina pred nami ustvarja zavetrje, pri čemer prihranimo ogromno energije. Odvisno je od števila kolesarjev, seveda vsake toliko pridemo na vrsto tudi mi v ospredje, ampak potem se spet pomaknemo nazaj in varčujemo z močmi. V skupini je tudi tako, da si kolesarji med sabo pomagajo, če nekomu zmanjka hrane, pijače, pride do defekta, pač več kolesarjev ima s sabo več opreme in lahko priskočijo drugemu kolesarju na pomoč. Če razmere na cesti omogočajo, se lahko kolesarji v skupini vozijo vzporedno, pri tem pa med sabo klepetajo, s tem pa je vožnja bolj prijetna in tudi psihološko prej mine. Ne glede na vse razmere na cesti, smo v skupini varnejši, tako kot ptice v jati, vozniki prej opazijo skupino kolesarjev, zmanjšajo hitrost, kar neposredno vpliva na večjo varnost v prometu. Po drugi strani pa vožnja v skupini terja kar nekaj prilagajanja, praktično že na samem začetku, saj se moramo pojaviti ob točno določeni uri na dogovorjenem mestu. Prilagajanje se seveda potem nadaljuje tudi naprej med vožnjo. Kolesar še najbolj trpi takrat, kadar so ostali člani skupine boljše ali pa precej slabše pripravljeni od njega. Na cesti pa je treba tudi kar nekaj spretnosti in koncentracije, ker kolesarji vozijo blizu, zraven drug drugega in morajo paziti drug na drugega, da ne pride do dotika, kakšnega močnejšega trčenja ali pa celo padca. Kljub vsej zahtevani koncentraciji pa najbrž vsakemu kolesarju posebej ni treba skrbeti, po kateri poti skupina gre. Trase oziroma ture so praviloma vnaprej dogovorjene, tako da lahko daš možgane malo bolj na pašo in se predaš skupinski vožnji.
Postanki pri vožnji v skupini itak ne morejo biti samoumevni in po željah vsakega posameznika. Zato je treba počakati na tiste trenutke, ko se ustavi cela skupina. Včasih zaradi tega zgrešimo kakšno fotko. Določeni tipi ljudi se počutijo neprijetno pri postanku, kadar pride račun za pijačo, ker niso dogovorjeni, ali si plačuje vsak sam ali plača eden za vse. Če spremljate moj YouTube kanal, potem ste lahko ugotovili, da v večini videoposnetkov vozim sam. Ampak tega ne moramo pripisati dejstvu, če sem introvertiran ali ekstrovertiran, zato ker snemanje videa zahteva čisto neko drugo koncentracijo, ki jo je dosti lažje najti, če si sam. Poleg tega večina ljudi, ki jih poznam, se ne mara snemati, tako da bi jih moja prisotnost in kamera ovirala pri kolesarjenju ali pa vsaj motla. Meni osebno se tudi ne zdi fair, da bi si na kolesarjenje povabil družbo, potem bi jih pa med vožnjo zanemarjal in se ukvarjal s kamero in sam s sabo. Kadar kolesarim v družbi, se posvetim prijateljem, ki so si vzeli toliko časa, da so svoj prosti čas in svojo rekreacijo prilagodili meni. Ravno to soboto sem imel na obisku dva kolega iz Ljubljane, s katerima smo naredili en lep krog čez Kras, obiskali Štanjel, Komen, spomenik na Cirju, zaključili pa z eno super okusno pico in z razgledom Solkanskega mostu. Moram pa poudariti, kadar kolesariš sam, imaš ogromno neke svobode. Preoblečeš se takrat, ko tebi paše, štartaš tisti moment, ko ti paše, na katerikoli lokaciji pač si. Nobenega dogovarjanja, nobenega čakanja. Če ne greš prav na kakšen divji trening, na katerim ne veš niti sam zase, potem pač vožnjo prilagodiš svojim sposobnostim, svojim močem, volji tistega dne in pa tudi sproti občutkom med samo vožnjo. Takrat se misli zbistrijo, lahko razmišljaš o čemerkoli hočeš, delaš plane, sanjariš, predvsem je zelo važno tudi to, da ti ni treba z nikomer klepetati in se ukvarjati z njim. Svoboda se kaže tudi v tem, da se lahko poleg svojega tempa ustaviš praktično kjerkoli in kadarkoli, pa naj si bo to zato, da narediš eno lepo fotko, ali pa zato, ker ne moreš več in se potem sredi kakšnega vzpona pretvarjaš, da si dobil nujen SMS. Seveda pa moraš računati tudi z minusi, kadar se voziš sam. Namreč, če pride do težav, do okvare koles ali pa celo samo do gumi defekta, si pač za vse sam. Če ti zmanjka hrane, pijače, mogoče te zazebe pa nimaš anoraka, si pač sam. Pomagaj si, znajdi se. Tisti kolesari, ki jim vožnja v samoti ustreza, so na vse to tudi pripravljeni in to vzamejo v zakup. Kdor pa kolesarjenje sam prakticira bolj redko, mora pa pač biti pripravljen, da ga lahko marsikaj doleti. Ravno nasprotno kot pri kolesarjenju v skupini, te lahko samega vozniki težje opazijo, pa tudi če te opazijo, te bolj ignorirajo, bolj natesno in bolj hitro prehitevajo. Zna biti, da je še kakšna prednost ali pa slabost, pa sej niti ni point v tem, da zdaj to razpredam na dolgo in široko. Probajte sami pri sebi vršiti na vago vse to, kar ste slišali, prednosti, slabosti, v kombinaciji s tem, kje se vidiš, ali si bolj introvertiran ali bolj ekstrovertiran karakter, pa ti mogoče uspe ugotoviti, ali si bolj za grupnega ali pa si osamljeni jezdec, volk samotar, desperado. Jaz zase sem že davno ugotovil, kaj mi bolj ustreza. Vem, kam spadam. Dostikrat ti to da lahko odgovor na vprašanje, zakaj ti neko povabilo ne ustreza, oziroma povedano drugače, mogoče je treba samo to spremeniti, družba ja ali družba ne, zato da izkoristiš dan za rekreacijo. Zakaj bi se odrekel vadbi, če je samo to mogoče razlog, da te ne vleče ven? Jaz vam v vsakem primeru želim srečno vožnjo, ali ste sami ali ste v družbi. Jaz danes, tako kot ponavadi, ko snemam, sem sam. Izkoristil sem pa ta čudovit dan za 61-kilometrski krog po teh italijanskih ravnicah. Če je kdorkoli dobil vsaj kanček motivacije, da bi se zdaj šel zapeljati en krog, srečno vožnjo, izkoristi, lep dan. Vsi skupaj se lahko zanesemo tudi na to,
da bojo bolj izkušeni kolesarji napisali še kakšna dodatna pojasnila od spodaj v komentarje. Komur se ne da pisati, bo mogoče stisnil kakšen všeček, baje da pomaga pri rangiranju YouTube kanala. Šteje baje tudi število naročnikov. Počasi nas bo že 500, tako da vabljeni, če se želi še kdo pridružiti. Še 10 km imam do doma. V tem čudovitem jesenskem popoldnevu bom zaključil ta video. Se pravi, naslednjič nekaj o aerobni vadbi. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.